V torek, 26. maja 1942, so se od Italijanov okupirani Ljubljani, na ploščadi pred Ljudsko kuhinjo, zaslišali streli 2 morilskih pištol. Lamberta Ehrlicha, katoliškega duhovnega voditelja mladih Slovencev in idejnega očeta samostojne Slovenije, sta po naročilu Edvarda Kardelja umorila likvidatorja varnostno-obveščevalne službe, Franz Stadler Pepe in Kamil Kratochwil Mile. Poleg profesorja dr. Lamberta Ehrlicha je bil umorjen še njegov spremljevalec Viktor Rojc. Običajno je profesorja spremljal Ciril Žebot, a je ta dan zaspal, zato je Rojc slučajna žrtev komunističnih morilcev. Slovenski komunistični voditelj Edvard Kardelj je umor zaukazal, ker sta bila Ehrlich in Žebot nepopustljiva nasprotnika stalinističnega komunizma in v tistem času tudi neizprosna kritika komunističnih ljubljanskih morilskih orgij ter partizanskega terorja na podeželju. Leta 1978 sta oba morilca o tem in drugih podobnih dogodkih podala izjavi. Takrat so še živi pripadniki varnostno-obveščevalne službe hoteli o svojih akcijah napisati knjigo in se zato začeli tonsko snemati. Knjiga ni nikoli izšla, kajti agenti so pravilno ugotovili, da svojih morilskih pohodov ni pametno javno predstavljati. Maja 1942 na Streliški ulici je bil streljan Ehrlich Lambert in njegov pomagač Rojc Ivan. Izvršila sva to jaz in pa Mile Kratochwil. V zaščiti je bil Đorđe iz moje grupe in pa Sabina, ki sem jo angažiral tudi za zaščito. Mi s Pepetom, Pepe je prišel k meni zjutraj. To je bilo zelo zgodaj, to je meni se je bilo ob 7, tako da v pol 8 ali 8 je bil on padel. In sem jaz s Pepetom šla tam, Pepe si je maskiral, si dal. Jaz sem si dal samo ene črne špigle, katere sem pa izgubil, ker sem špigle izgubil, ker me je on klinc vame skočil, ki sem ga strelil. In Pepe je pa brke si dal. Brke se je tam pred našim špiglom, jaz sem fotra hitro prešliferil, ker Pepe je eno reč ven prevlekel in se je tiste brkce takole gor limo, to da se malo maskiral. No, šla sva, in sva tam hodila, 4 ure, in so začeli te stražarji ven hoditi iz Ljudske kuhinjice dan, Pa prav, Pepe, prav mi zdaj pa peva. In sem je šla, če takole Ljudska kuhinja, se gre ven, kaj proti mestu, mi je se takole šla, in vidimo, da je prišel on ven. Po kjer ulici ste šla? Po Streliški ulici. Ob zadanji hiši Ljudske kuhinje, zatem ko se takrat imenovala, kaj je to? Tu Ljudska kuhinja, zdaj je takrat tudi Ljudska kuhinja. Potem so še po tem trotuarju. In Pepe je rekel, evo prav Mile, zdaj pa je prav. In je še to rekel, kjer ga boš ti? 2 tebla, Ker takrat so rekli, vse kar je okoli njega. Bila treba samo 2, on pa še eden. Mislim, neposredno skupaj z njim. Jaz si ga veš kaj Pepe, ker ti bolj sigur, jaz nisem, se veš kako, to je bila prva taka, prav da sem jaz, mislim, no, prav sem, razen unga, ki smo tam, sam, jaz sem rekel, Pepe, on je zmej prepodol, ko je dober strelc, še celo v bivši Jugoslavijski vojski je dobil tisto značko dobrega strelca, da se je kar ti, jaz sem pa unga, No in sva pač se obrila, Pepe pa še naprej, enih 5 korakov pred njima sva pospešila, se obrila in sva tisti izvršila. Številni Ljubljančani, ki so takrat hiteli po svojih dopoldanskih opravkih in so se nahajali blizu ploščadi, so se v strahu razbežali. V mlaki krvi pa sta obležala umorjenca. Po dvojnem umoru sta morilca pohitela do bližnjega taksija. V čakajočem avtotaksiju je poleg prestrašenega taksista nasmejan čakal Đorđe Frejlich Đuro. Na bližnjem trgu sta izstopila. Pepe je odšel v službo, kot da se ne bi nič zgodilo, in tam poslušal kolege o novem morjenju sredi belega dne, Mile pa je odšel domov, kjer se je preoblekel. Toda morilca nista vedela, da je s profesorjem, ki je bil oblečen v duhovniška oblačila, hodil študent prava Viktor Rojc, in to prvič in zadnjič, in ne kot običajno Ciril Žebot, saj ga profesor zjutraj, ko je odhajal maševat,
ni hotel prebuditi. Mesojena žrtev dr. Ciril Žebot se je predramil v Erlihovem stanovanju malo pred 8 uro zjutraj in se čudil, zakaj ga profesor ni zbudil. Oblekel se je in nameraval poiskati profesorja, ki je sedaj po maši na Streliški 12 imel namen oditi predavati na bližnjo teološko fakulteto na Poljanski cesti. Že v veži stanovanjske stavbe je naletel na hišnika, ki mu je namesto pozdrava skoraj zaturil strašno vest o profesorjevem umoru, kajti novica o dvojnem zločinu se je bliskovito razširila po mestu. Odhitel je proti Ljudski kuhinji, kjer je že oddaleč videl večjo skupino ljudi. Na sredi tega žalnega zbora sta v bližini kamnitega zidu, ki omejuje ploščad od Grajskega hriba, v mlaki krvi ležala umorjenca. To so prepovedali pol, ne? Tam tudi ljudi, da so babe pomakale robce v Erlihovo kri, ne? In se kaj tem tam jokale, pa objokvale, pa tako niča, ne? Tako da Trupli sta tam v cvetju in mlakah krvi ležali do 9:30, se pravi 1,5 ure takrat je preiskovalna komisija končno končala z delom in prišel je mrliški avto. Trupli so položili v preprosti krsti in ju odpeljali v mrtvašnico na Žalah. Veliko več o tem dvojnem umoru si lahko preberete v knjigi Igorja Omerze Velikani slovenske osamosvojitve in Udba pod naslov Ciril Žebot Peter. Naročila na spletni trgovini dobra-knjiga.si.